Medvoška knjižnica, ki je eden najbolj aktivnih organizatorjev dogodkov v občini, je v torek 6. maja v svoje prostore povabila ljubitelje motorjev, dirk, zgodovine in vse, ki jih zanima, kako je bilo v letih, ko je v bližnji Škofji Loki potekal eden največjih športnih dogodkov kadarkoli, menda po obisku primerljiv celo z današnjimi smučarskimi skoki v Planici. O loških dirkah sta se ob 50-letnici zadnje dirke lansko leto v knjigi Bencin, stotinke in pogum razpisala avtorja Frank Pintar in naš soobčan Primož Jurman, ki sta v krogu zanimivih gostov tokrat v knjižnici predstavila knjigo in seveda dogodke, ki so pustili pomemben pečat v slovenski motoristični zgodovini. Knjiga Bencin, stotinke in pogum, ki je bila sprva mišljena kot brošura ob obletnici, a je spričo bogate zgodovine in obsežnega gradiva zrasla v knjižno različico na več kot 100 straneh, je bila izdana pred 2 letoma, ko so v Škofji Loki obeležili pol stoletja od zadnje motociklistične dirke. Loške dirke so bile takrat najpomembnejši motociklistični športni dogodek v takratni državi in so pustile neizbrisen pečat v življenju loškega okoliša, k temu sodi tudi Medvode. Se je zelo veliko Medvoščanov si te dirke v tistih časih ogledovalo, nekaj med njimi jih je pa celo tudi tekmovalo. Spektakularni dogodek je bil izjemno dobro obiskan, ki je privabil najboljše dirkače z celega sveta. Tudi zato so ljubitelji motociklizma ali pa tudi zgodovine želeli narediti nekaj v počastitev teh dirk in 1050. obletnica Škofje Loke ter 50. obletnica zadnje dirke je bila edinstvena priložnost za organizacijo dogodka, ki je potekal 1. julija predlani. Motor je bil včasih resno prevozno sredstvo, avtov še ni bilo toliko, kot jih je danes. No, danes so pa te dirkači, če jih primerjamo z nekoč z bivšimi dirkači, imajo status idolov, pop ikon, zvezd in tako naprej. Zdaj, če spremljate dirke MotoGP, to so motoristične dirke najvišjega ranga, veste, o čem govorim. Te dirkači so res popularni, so na spletnih straneh oziroma v digitalni obliki, ne samo na stezah, in to je čist nekaj drugega, kot se je takrat dogajalo v Škofji Loki. No, in ta duh Loke smo želeli tudi nekako ohraniti, zaobjeti in predstaviti. Med tekmovalci na loških dirkah je bilo tudi nekaj Medvoščanov in so bili na dirkah pogosto zelo uspešni. In ne samo to, absolutni zmagovalec na prvi dirki 7. aprila 1946, ki je potekala na cesti Škofja Loka-Žiri, je bil med 99 tekmovalci prav Medvoščan Ivan Poljak z motociklom BMW 500. Recimo eden izmed Medvoščanjev je bil Leo Ponikvar, ki je bolj znan in zmagovalec tudi v 40 letih prejšnjega stoletja, zmagal z Nortonom, znan je pa potem, da je bil kitarist ansambla Bratov Avsenik. In tako je. Rojen v Sori, da. Loške dirke so imele v tistih časih status najbolj obiskanega športnega dogodka, ki je privabil 30, 40 ali celo 50 tisoč ljudi, kar je seveda izjemna številka za tiste čase. Če si znamo predstavljati ob tistih komunikacijah, ob tistem času, ko ni bilo interneta, ko ni bilo prevoznih sredstev, to so bile trume ljudi, ki so z vlakom morda celo peš iz Medvod, z obeh strani preko Sore in preko Jeprce se zgrinjale proti Škofji Loki, morda s kolesi celo ali pa z vozovi. No, to je bila realnost nekje po drugi svetovni vojni, pa do leta 1973, ko je bila pač ta nesreča, ki se je zgodila, ki je terjala nekaj življenj. Namreč en izmed italijanskih dirkačev je zaradi okvare motorja zapeljal v množico. Varovanja takšnega, kot ga poznamo danes, ni bilo in bilo je kar nekaj mrtvih in tudi gledalcev seveda in dirke v Loki so žal ugasnile. Loška dirka je bila meni zelo pri srcu. Najbolj mi je bila kamniška, ker sem punco najdel, svojo ženo imam še zdaj. To je edin, ker je imel dirko stal pa malo revme. Drugače pa Loka bila super dirka, organizacija, vozači, super vozači so prišli, pa publika, sem že prej izjavil. Jaz sem imel čas, ki je moped bolj počašal, sem vse punce videl za okrog za pisto. In to je bilo res zanimivo.
pa veliko je bilo ljudi, gledalcev je bilo tam tudi 30.000 naprimer. Ne. Janko Štefej je bil eden najbolj prepoznavnih in najboljših športnikov nekdanje skupne države Jugoslavije. Danes so njegovi dosežki zabeleženi v zgodovini slovenskega in jugoslovanskega motošporta, kjer še vedno velja za enega najboljših dirkačev svoje dobe. Bil je ikona časa, ko so dirke potekale na običajnih cestah. Pri nas smo imeli gostilno pa servis Tomos leta 57. No in potem sem jaz tisto leto sem šolo kar pustil, nisem nič v šolo hodil, samo na motorjih, na mopedih. Jaz sem bil tudi po noč na motorju. To imaš že vse, to se zgodi. Meni je mama rekla, naprimer, da sem se prej rodil, prej popadke dobila. To sem že takrat hiter, že v rojstvu. Potem sem pa jaz prvič pelil leta 57, 12 let star, en pijanček me mopeda posodil, pa sem šel na urkah hitrostno vožnjo, pa sem bil tretji. In takrat sem bil diplomo, pa 3 ure denarja. In to diplomo sem polkar kolancajt, ki je v šolo nosil. A to, ko sem pustil doma, pa samo z diplomo sem hodil v šolo. In to me je takrat zalaufal. Potem sem pa leta 59 sem pa v Portorožu začel in sem trening prvi vink v morje padel. In sem nogo zvil, sem mi dal nogo gips. Oče mi je pa zvečer rekel, vse te nič ne vejo, doktori so blesavi, gips dol odrezal, elastičen povoj, nogo povil, z ful srasta prevazal, pa sem drugi na štartu in sem bil 7. No, tako se je pol takrat začel. Pa je pa mama znorela, pa babica, da ne bo dirko, se bo mi pa ni več motorja. Sem pa rekel, če pa nam dirko, pa ne bom v šolo hodil. No, potem pa let mi ni dal, pa sem pa naslednjo sem pa spet začel, ko sem potem čez 2 leta živ pa tovarniški vozač bil. Vozil je za Tomos, kjer so prepoznali njegov talent, a obetavno kariero je moral po zlomu noge na smučanju zaključiti že pri 25 letih. Čar starih dirk pa je bil tudi v veliki nevarnosti. Navsezadnje je koncu loških dirk botrovala prav tragična nesreča, v kateri so umrli 3 gledalci in italijanski dirkač, ki je zapeljal med gledalce. Stare dirke so bile, nismo tako hitro se peljali, so bile pa bolj nevarne. Ne? Naprimer, če spadil v loki ali po Opatije, kjerkoli spadil v zid ali po drevo, si lahko sam enkrat padel. Tako da ni bilo, danes je pa brzine so večje, velike, ampak so pa bolj varni. Imajo airbage, imajo vse zrihten, to je drugače, takrat je pa bilo to drugo. Naprimer, Opatija je bil vsak let domrtev. Čeprav so dirkači najbolj radi imeli Opatijo, ki je bila najbolj zagulena. Ne? To je bilo z gumo šel po betonu, iz glava pa po drevesih. Ne? To ti dal gušt, ne? Loških dirk se dobro spominja tudi drugi avtor knjige Bencin, stotinke in pogum, Frank Pintar. Zadnjih par let sem bil na vseh teh dirkah in seveda to so bile znana imena, John Dodds, Billy Nilsson, razni naši tekmovalci, kot so Janko Štefej, Aleš Mrzel, to so bili tudi naši zmagovalci in to se te vtisne v spomin. To so bili moji idoli, bil je tudi Leon Pintar, ki je bil tudi stric, ki je tudi zmagoval na loških dirkah in povsod po Sloveniji. Tako da sem se pač že zaradi tega nekako po krvi teče ta kri, ki je ne moreš zatajiti. No. Stare motociklistične dirke so bile seveda v primerjavi z današnjimi zaradi velikih hitrosti v piste z zaprtimi dirkami povsem drugačne tudi za publiko. Današnje dirke potekajo tako, da si daleč za ograjami, fizično ne moreš do tekmovalcev, ne moreš priti v bokse, če nisi seveda nek VIP gost. In to je praktično boš gledati po televiziji, več vidiš, več se je. Včasih smo pa mi kot otroci cel teden smo hodili po boksih, prosili za nalepke, vse te znane dirkače, ki so bili pač svetovni asi. In to seveda so nas radarje tudi preganjali, samo ni bilo pa, bili smo pa v kontaktu z vsemi temi dirkači. Tako da je bilo to čist nekaj drugega, kot je danes.
Nekdaj so torej dirkači tekmovali na običajnih cestah in loške dirke, na katerih so tekmovali v kategorijah 50, 125, 250, 350 in 500 kubikov, pa še v kategoriji prikoličarji, kjer je sovoznik svojo težo uravnaval položaj prikolice trikolesnika, so imele sloves kar precej nevarnega tekmovanja. Najbolj slikovit izraz je bil v Milanu, ko sem bil pri nekem bivšem dirkaču, ki je tekmoval v Škofji Loki. Snjal, da sem Škofje Loke, če se spomne te naše proge, je djal bruta strada, tako da, no in da je bila zelo hitra proga. Če povemo, da je rekord proge bil 164 km/h in da je to blazno velika hitrost za tisto ozko in slabo cesto. Takrat in pa seveda ljudi, ki so stali pol metra od ceste stran. Knjigo Bencin, stotinke in pogum si seveda lahko izposodite tudi v Medvoški knjižnici in se tako za nekaj časa potopite v zanimive in nevarne čase, ko so množice ljudi navduševali adrenalina polni mladi fantje na motorjih, ki so drveli mimo le kak meter oddaljenih gledalcev. Zelo sem zadovoljen, da smo v mojem domačem kraju predstavili to knjigo, ki mislim, da je vendarle en poklon eni tradiciji, športni, motociklistični, nekega obdobja, ki ga ni več, bo pa zagotovo ostal v srcih vseh tistih, ki so takrat na teh dirkah bili. Namen je pa tudi, da te dirke, te dogodke, ta dogodek, ta adrenalin skušamo nekako predstaviti tudi mlajšim generacijam. Za vse navdušence je kar nekaj gradiva o loških dirkah dostopnega tudi na Facebook strani Dan loških dirk, s katero nagovarjajo tudi mlajšo populacijo, da pokukajo v čase, ko je imel motor precej drugačno vlogo kot danes, saj je bil pogosto tudi edino kolikor tolikor dostopno prevozno sredstvo.